Pravkar sva s predsednico Republike opravila posvet. V imenu trojčka NSi, SLS in Fokus sem ji prenesel mnenje poslanske skupine in mnenje naše politične stranke glede možne podpore oziroma oblikovanja koalicije. Torej, stališče našega sredinskega trojčka NSi, SLS, Fokus s partnerjema Demokrati Anžeta Logarja in Resnica je, da držimo obljubo, ki smo jo dali našim volivkam in volivcem, in delamo vse, da bi prišlo do neke razvojne koalicije, in sicer desno-sredinske koalicije, ki bi imela rezultat tudi v desno-sredinski vladi. Torej, mi bomo naših 9 podpisov prispevali tistemu ali tisti, ki bo lahko na desni sredini pokazal potenco, da lahko sestavi neko desno-sredinsko vlado. Namreč rezultat volitev je za nas bil jasen. Golobova vlada z Levico je padla za kar znatno število glasov. Ljudje so podprli politični preobrat in v okviru tega političnega preobrata je po skrajno levi vladi Goloba in Levice čas za desno-sredinsko vlado, ki bo Slovenijo nazaj naravnala na normalno razvojno pot. Slovenija, SLS in Fokus kot ta sredinski trojček skupaj s partnerjema Demokrati in Resnico smo predvsem osredotočeni najprej na vsebino. Kot ste opazili, smo kmalu po volitvah iskali skupne vsebinske točke, smo se tudi uskladili o teh točkah, ki smo jih zapisali v naš razvojni zakon, ki smo ga tudi že vložili in upamo, da bo čim prej na vrsti za obravnavo. Seveda bomo na podlagi tega vsebinskega sodelovanja na tem zakonu potem tudi se odločali o tem, kako naprej. Torej, za nas so ključni najprej vsebinski poudarki, vsebinsko usklajevanje in šele temu lahko sledi potem tudi kadrovsko in organizacijsko sodelovanje. Težko o tem govorim. Na naših najvišjih organih, torej Svetu stranke Nove Slovenije, je dobil mandat za pogovore o možnih koalicijah predsednik stranke Jernej Vrtovec in on je tisti, za katerega pravzaprav verjamem, da bo iskal najboljše možne rešitve v skladu z našimi obljubami volivkam in volivcem. To pa je, da bomo naredili vse, da pride do političnega obrata in da po, lahko rečem, radikalno levi Golobovi koaliciji z Levico pridemo do razvojne koalicije in desne vlade. Poslanska skupina Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa si v prvi vrsti želi oblikovanja desno-sredinske vlade v okviru razvojne koalicije. Če do tega ne pride in bi se pokazalo, da je leva stran močnejša, ampak volivke in volivci niso tako odločili, potem smo pripravljeni tudi na opozicijo. V skladu s tem, da obstaja možnost, da nihče ne sestavi koalicije in vlade, pa smo pripravljeni tudi na predčasne volitve, ki sicer ne bi bila dobra opcija za državo v teh razmerah, ki jih imamo v Evropi in tudi v svetu, ampak NSi, SLS, Fokus verjame, da bi tudi na predčasnih volitvah, če bi do njih prišlo še pred poletjem, okrepili svoj rezultat, kajti zavezali smo se, da držimo obljubo in zavezo našim volivkam in volivcem, da bomo Slovenijo normalizirali, da bomo poskrbeli, da ljudem in gospodarstvu, obrtništvu, podjetništvu ostane več, da bomo uredili dostopnost do zdravnikov, kajti ljudje do zdravnika ne pridejo, kaj šele do storitve pri specialistih in potem naprej na terciarnem nivoju, da bomo uredili dolgotrajno oskrbo, kjer je ogromno krivic in diskriminacije povzročene, in da bomo uredili nasploh vzdušje v državi, kjer smo bili pretekla 4 leta žal priča ideološkemu boju, napadanju, delanju razrednih sovražnikov. Mislim, da je že vaš neverbalni izraz pokazal, gre za neke vrste užaljenost, ki smo ji bili priča že na konstitutivni seji Državnega zbora, ko so predstavnice in predstavniki Gibanja Svoboda žal se poslužili nekih vrednostnih sodb, osebnih diskreditacij. Mi na to ne pristajamo. Politika je
iskanje umetnosti možnega, iskanje kompromisov in rešitev v dobro državljank in državljanov, in poslanska skupina NSi, SLS in Fokus gre v to smer. Najprej z močno, jasno zavezo volivkam in volivcem, da držimo svojo besedo, izpolnjujemo obljube in da jih ne bomo razočarali in da naši glasovi, naših 9 glasov ni na voljo za Golobovo koalicijo z Levico, in na drugi strani, da bomo poskrbeli za to, če bo v naši moči, da pride do političnega obrata in do desnosredinske vlade. Hvala za to vprašanje. To vprašanje je vprašanje za predsednico republike, kolikor vem, jo pričakujete potem na koncu. Predvsem sem začutil velik angažma in motivacijo, da pač predsednica naredi prvo preverbo v celotnem razponu političnih strank oziroma poslanskih skupin, kje smo in kako smo, in potem se bo na to odločila. Nismo. Kot sem rekel, naših 9 glasov bo na voljo tistemu ali tisti, ki bo pokazala ali pokazal potenco, da na desni sredini sestavi koalicijo, razvojno koalicijo in potem desno vlado, zato ker so volivke in volivci dali jasen znak, da želijo političen obrat. Hvala lepa, lep dan vam želim.